Jaz mislim, da si je mesto Maribor to prislužilo. Nagrado v Denverju je prijela podžupanja Astrid Bah, katera se nam bo danes v večernih urah pridružila na seji mestnega sveta. To je veliko priznanje za mesto kot tako, glede na prepoznavnost in nekatere dogodke, ki so bili v preteklosti, predvsem pa je to spodbuda za prihodnje dogodke. Nekaterim je lahko smešno, v tej dvorani se posmekujejo, verjetno se pa mi skupaj z vami svetniki zadnji smejali, glede na to, da si je mesto iskreno to zaslužilo. Nekateri se hvalijo, da imajo najboljše mesto, najlepše, jaz sem pa prepričan, da je s to nagrado Maribor prišel na takšno mesto, ki bo preteklo dolgo časa, da se bo spet ponovno kakšno slovensko mesto znašlo v tej eminentni zasedbi velikih velemest, med njimi pa tudi Maribor. In na to sem jaz kot župan ponosen in prepričan sem, da tudi vi, ki kakorkoli z mano kreirate lokalno politiko. Prihajamo na pobude in vprašanja. Z veseljem bom odgovoril na vsako vprašanje in je prav, da ste me tudi vi danes v zvezi z redarji vprašali. Gospe Meliti Cimermani bomo dali pismen odgovor. Sicer vaše navedbe ne držijo, da niste dobili odgovorov, je pa res, da velikokrat niste bili zadovoljni z odgovori. To je pa razlika. In se mi zdi, da je to žaljivo še v letu 2012. Občinska uprava odgovarja pismeno na vsa vprašanja, ki kakorkoli jih postavi. V tistem trenutku, ko imajo podatke, vam tudi odgovorijo. Da pa vsi niste zadovoljni, med njimi ste tudi vi, je pa drugo vprašanje, zato lahko dodatno v vsaki slednji seji tudi vprašate. Gospodo Jagro, težko komentiram o tej investiciji, niti ne bi želel v tem danem trenutku. Seznam pa seveda dobite strani naše službe mestnega sveta, je javn. Jaz nimam podatkov, da bi kakšen sorodnik bil, razen vem za eno gospo, ki je v sorodu v enem zavodu z enim predsednikom stranke, to je edino, kar vem. Sam pa se prepričate, kjer so člani nadzornih svetov po družbah in zavodih. Gospod Križman, hvala za vašo pobudo. Jaz jo z velikim veseljem podpiram, celo sem vesel. In jaz upam, da bomo pri rebalansu v naslednjem mesecu zagotovili sredstva za projektiranje te stare tribune. Res je, da nimamo denarja. To je resnica. Res pa je, da moramo danes razkirati, da prijemo do tega projekta, če želimo se prijaviti za evropska sredstva v drugi finančni perspektivi 2014-2020, tudi s tem športnim objektom moraš pa imeti projekt pa gradbeno dovoljenje. Zato to podpiram. Ne samo ta projekt, še kjerega drugega. In jaz sem prepričan, da v naslednjem letu bo veliko evropskih sredstev ostalo, ker imamo vse občine težave, ni Maribor izjema, ker nimamo lastnih sredstev ali pa imamo premalo lastnih sredstev. Nekateri se nam rugajo pa smijijo, ker smo v preteklosti 49 evropskih projektov realizirali, pa podtikajo, pa žalijo, pa še ne vem kaj. Ali se pa trudijo, da razbijajo mestno koalicijo, kot so se trudili v prejšnjem mandatu. Nima interesa, da bi to mesto šlo kam naprej. Tudi tisti, ki so zadolženi, da pišejo o tem mestu, o tem kasneje. Tako da to podpiram. In kar se pa tiče Hoče, je v občini Hoče Slivnica, če se ne motim, bom naše strokovne službe zaprosil,
kdo je zdaj lastnik, in bomo poskušali ta odgovor tudi pridobiti. In to je tudi eden izmed razlogov, da boste vedeli, zakaj smo v preteklosti predlagali Zavod za turizem, da se imenuje Maribor črtica Pohorje. Premalo smo v preteklosti dali teže na Mariborsko Pohorje. Tako za zimski kot za letni turizem. Potencijale pa imamo velike. In novi zavod, novo vodstvo Zavoda za turizem se mora tudi s takšnimi stvarmi začeti ukvarjati, kot ste jih vi danes tukaj načeli ali pa vprašali. Upam, da čim prej prijemo do sveta zavoda in do reorganizacije zavoda, da bo to steklo tako, kot si želimo. Rok peče, spoštovani gospod, bil ste podžupan, žalostno je, da ste tako žaljiv, ne morem verjeti, ampak to je vaš stil, niti senca vašega brata niste, to je vaša osebna težava. Povem vam pa, kar se tiče državnega svetnika, če se bom za to odločil, pa vi bi moral vedeti, da je ta funkcija neprofesionalna. Bom tako opravljal kot vsi ostali to funkcijo, če se bom za to odločil in če bom zvoljen. Državni svetnik je neprofesionalna funkcija, not so direktori, not so predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice, 22 predstavnikov lokalne skupnosti, verjetno gospodu Popoviču pa še kjeremu županu, verjetno bi vi naslovili popolnoma enako vprašanje. Ne rabim jaz ne danes, ne jutri dobene imunitete za doben postopek na sodišču. In ste žaljiv. In je tudi ne potrebujem, niti danes, ne jutri. Upam, da boste toliko moškega v sebi, da nosite toliko hlač na sebi, da se te čez par let ali pa čez čas tudi opravičil. Tudi to pričakujem z vas. Gospod Matej Žmavc, pilotna okoljska cona, vam bomo pismeno odgovorili. Mislim, da vaše navedbe niso točne. Lahko vam pa gospod Čanč, pa kolega podžupan kancler v podrobnosti obrazložita. Če želite usmeno, lahko vam pa tudi pismeno pošljemo. Veliko smo napisali, tudi tabele objavljali, tako da ni problem. Lidija Divjak-Mirnik, vam bomo pismeno odgovorili. Gospe Jani Vidmar, glede senin, mestnih svetnikov, popolnoma enako. Kar se tiče zima, lahko vam povem nakratko, da peljemo dokapitalizacijo, pa ta družba nima več milijonskih lukne, kot vi navajate. Pravočasno dobite tudi informacijo. Gospod Damjana Karlo, ambulanta v Jezdarski, vi želite od mene imeti temeljito informacijo. Sami ste povedali, da ste bili pri direktorju. O primarnem zdravstvu bi prav ta direktor vas moral o primarni zdravstveni mreži največ informirati. Prav gotovo več kot jaz na občini, kot župan ali pa kdorkoli v občinski upravi. Jaz bom zaprosil tudi strokovne službe, ki imajo seznam zasebnikov, in da dobite pregled primarnega zdravstva v Mariboru. Gospod Walter Drosk, s tem problemom se že lep čas ukvarjamo. Res je, strokovna komisija je bila ustanovljena, bile so težave na relaciji Maribor-Ljubljana z ministrstvi. Mi poskušamo to na primeren način tudi rešiti in verjetno bo potrebno tudi spremeniti odlok v enem delu, predvsem pa bo ta komisija dobila vlogo, da da soglasje k spremembi. Jaz bi bil najbolj vesel, če bi že ta problem, ki je čez noč nastal, čeprav že nekateri imajo 30 ali 40 let vikende na
degradiranih območjih je bil rešen. Kar se tiče pot od Studenške brvi do Koblerja, to pobudo podpiram, lahko za to pot tudi poskrbi naš režijski obrat, se redi. Je pa res, da je potrebno preveriti lastniško strukturo ob tej poti, da je potrebno tiste suhe veje in tisto, kar je zaraslo, tudi odstraniti, dobiti soglasje lastnikov, da redimo tako, kot je pot urejena mimo Evroparka do tako imenovane nove medicinske fakultete. Zdravko Luketič, časnik Večer, bankrot. Vam bom na koncu odgovoril, če mi dovolite, skupaj z gospodanico, ki je danes prečitala o redarski strukturi. Gospe Livijane Borko bomo odgovorili pismeno, kar se tiče pobude, kar se tiče knjižnice. Imamo nekaj težav tudi za drugo fazo izgradnje. Res je, naredili smo vse, tudi podžupan, gospod kancler je hodil do dotičnih oseb, tudi sam sem poskušal z nekaterimi dotičnimi osebami govoriti, jih pregovoriti, se pogajati. Situacija pač taka, da smo tam, kjer pač smo. Jaz upam, da bo drugostopenjski organ to rešil čim prej. Seveda je pa potrebno še potem zagotoviti finančna sredstva. Gospodu Beretu bomo odgovorili pismeno, kar veliko smo na področju invalidov v Mariboru storili, verjetno tudi sam ni z vsemi potezami seznanjen. Jaz sem prepričan, da bo Svet invalidov in strokovna služba pripravila temeljit odgovor in ga tudi posredovala. Gospod Auer je predlagal spremembo odloka oziroma pravilnika. Moram reči, da tudi mene moti, ko grem po parku ali pred gimnazijo ali pa v mestnem parku, da se mladi zatekajo in pregloboko posegajo po alkoholnih pijačah. Potrebno je takšen odlok tudi v mestni občini Maribor pripraviti. Je pa seveda potrebno tako ga pripraviti, da nekatere javne prireditve ne bodo prizadete, kot je novoletni program, kot je martinovanje, kot so nekatere druge prireditve, tudi športne, da se to izame in dejansko bi bil vesel, da se za nekatere javne površine tako redi. Sedaj mi še dovolite, da spregovorim par besed o časniku Večer. Jaz bi imel dodatno vprašanje, gospod, če ste končali. Nisem še končal. Dobro. Gospodu Luketiču sedaj odgovarjam in gospe Danici Gerbec. Poglejte, iskreno bom vedel, tudi sam več ne čitam Večera, pa hitro več ne bom. Dokler bo tako, kot se pač dogaja. Ampak ne bom se spuščal v uredniško politiko, imajo pravico, naj dela, kar želijo. Moja pravica pa je, da tudi vas seznanim z drugo platjo zgodbe. Da lahko vsaki dan prečitamo v tem časopisu napad, bodi si na direktorco, bodi si na župana, bodi si na nekatere službe in redko kdaj kaj pozitivnega v tem mestu, je žalostno. Zanimivo je, posebej sem čutil, da bo nekdo me vprašal danes za to, kar so pisali. Zanimivo je, da ta novinar, ki je komentiral v sobotni prilogi, oziroma v sobotnem članku, nisem čital Večera, dobim izpis, klipinga. In zanimivo je, da me nekdo od socialnih demokratov na ta način napade, ki jemlje pošaljne besede, ne vprašajo pa se. In tu povem, ta novinar se nikoli ni vprašal, niti enkrat ni zapisal, da sem prevzel to občino z 9 milijonov bule, po domače povedano, akva sistema. A me kdo danes vpraša od teh novinarjev, kako smo to sanirali? Nič več nismo dolžni. 9 milijonov smo sanirali in nismo več dolžni nič akva sistema.
A me kdo vprašal od ta novinar za Grezničarje? 500 000. A me je vprašal ta novinar, kdo je z te hiše? Da mi je nekdo pustil bule 2,5 milijona Elesa. Da smo v večini tudi Eles poravnali za nazaj. Me je kdo vprašal z te hiše, kaj sem naredil z Veoljo, kjer je uradnik pustil v predalo izvržbo in smo zgubili in je Veolja dobila izvržbo za 1,5 milijona in bi mi z računa pobrali 1,5 milijona, če ne bi sanirali tega zneska. In potem te napade, seveda, poslanec, ki si želi biti župan v tem mestu, ima vso pravico, naj se pripravlja, naj kandidira in zraven še njegov kolega iz Večera komentira, ki redno vodi k njemu na resne nere. Če bi kdo k meni prišel na resni dan, od kjer drugih novinarjev je bilo narobe. Pač takšna je ta struktura, mene to ne boli. Ne? Mi je čisto eno, tudi če sedi v tej dvorani, ne posluša. Tega se ne vpraša. Nabija se mesto, nabija se župana, nabija se vse tiste, ki so kakorkoli v koaliciji z mano. Kot da ste neumni. Če ste prečitali zadnji odstavek, vi ste neumni. Da meni sledite. Vi ste polpismeni, vi ne veste, o čem odločate. To gospod zapiše. Ne, jaz vas spoštujem vse. In ste dobili odgovorno delo v tem mestu. Spomnite se. Častni občan mestne občine Maribor, ko je postal Rudolf Moge. Ta ista hiša je prezrla praznik občine, praznik častnega občana, praznik občine, kjer smo izbrali častnega občana, mu podelili, pa so socialni demokrati imeli trokolonsko sliko, pa članek pred občinskim praznikom. V redu, mene to ne moti. Samo prav pa je, da vam povem. To je njegov lik. Trokolonska slika, novinarska konferenca v Mariboru, socialni demokrati. Praznik občine, kjer je ta hiša doma, pa gospod Moge, ki je z Levice, dobi priznanje častnega občana, pa ena kolonska slika. Ali pa dvo, ne vem. Ne? In to je pač prisotno v tem mestu. Ne? Jaz bi jim predlagal, da ne vzamejo metlo, pa začnejo tako, kot so danes imeli krizni sestanek, podmetati pred svojim pragom. Ne vi svetnika, ampak oni, ki pišejo o tem. Če bodo želeli, da bo ta hiša še obveljala, pa živela v tem mestu, jaz podpiram Večer. Včasih je bil to stežo časnik. Pa to ni moj izbruh, kot bodo zapisali. Prav pa je, da vam povem enkrat. Ker teh igrci pa imam v tem mestu dovolj. In vežem na to, da smo koruptivni. Ne vem, kaj se piše. Direktorica dobi vprašanje, zakaj smo vzeli Marka Klemenčiča v službo. Če je to njen sorodnik. Ne, ni njen sorodnik, ne vem, da je to njen sorodnik. Samo Marko Klemenčič je diplomiral iz zelenih sistemov mesta Maribor s poudarkom na vzpostavitvi javnih zelenih površin v novem delu južno od Drave. Ta diplomska naloga je bila tista, ki je njemu dala delovno mesto. Tako kot Nataši Rebernik je bila diplomska naloga arhitekturne ovire tista, ki je ne dala službo. In če kdo v tem mestu prezira mlade, da ne smejo dobiti svoje priložnosti. In mestna občina Maribor ni imela arhitekturnega strokovnjaka za krajinarstvo. Zdaj ga pa imamo. Ker v preteklosti pa smo, dragi moji, na naročilnice iz mestne občine Maribor človeku, ki je zaposlen na Zavodu za kulturno dediščino, plačevali 38 000 evrov, ker je imel popolnski svoj SP. Če mu pa nisi dal naročilnice, pa nisi dobil soglasa ali pa dovoljenja, da si lahko imel kaj v parku.
potem doben ne bo napisal. Ker je drugih političnih barv. Vsi vemo, za koga gre. In ker nisem več pusto dati naročilnic, temu gospodu, ki je blizu eni levi politični opciji, sem en kup težav. Ne soglasje, ne vem kaj. Samo ti podatki so z našega računovodstva. In še vedno jih imamo. Praksa pa je bila, da je moj predhodnik vsaki mesec dal po 700 ali pa 1000 evrov naročilnice. Ne? Naslednja zgodba. Tadej Pešelj. Vprašajte se, ali pa vprašajte me, s kakšno je ceno je on diplomiral na Mariborski fakulteti. Zato, ker je nečak od načelnika upravne enote, zdaj to uvira, da bi delal na mestni občini Maribor. Vprašajte pa me, ko sem prevzel mestno občino Maribor, smo imeli stroškov, dobro poslušajte. Bi bil vesel, da poslušate. 2006 smo imeli stroškov 977 770 evrov z računalniškim sistemom s telefonijo. Pa me vprašajte danes, ko je spaljeval en kup racionalizacije, pa je za leto 2011 ta strošek znesel 358 397. Zdaj se pa vprašajte, kaj so predelali na občine. In se vprašajte, kaj mladi zmorejo, pa kaj znajo. In to je resnica. In nekdo nabija non-stop vsakega mladega. Danes sem sprejel eno gospodično Špelo Brglez. Poznam jo z ulice. Za babico je na ulici prodala nogavice. Strojništvo študira. Diplomirala na strojništvo. Same desetke, niti enega izpita nima z 9. In vi boste meni rekli, ali pa posamezniki, da ta si ne zasluži neko pozornost v našem mestu. Punca, ki je diplomirala na strojništvo z samimi desetkami. In to je problem, če župan išče take profile. Ampak zakaj vam govorim daljši odgovor? Zato, ker tisti, ko o tem pišejo, ne želijo vedeti ali ne želijo slišati o teh stvareh. Tudi o tistih dolgovih, ko smo jih mi podedovali ali pa prevzeli, pa smo jih uspešno sanirali. Niti se ne razumejo na proračun, kaj šele na evropska sredstva. Da bi me kdo vprašal, knjigovodsko vrednost mestne občine Maribor od 2,6 do 2,10, koliko se je dvigla? Za 174 milijonov. O tem ne bo doben zapisal. Doben ne bo zapisal, da smo najbolj uspešni v črpanju evropskih sredstev, tudi kjer projekt nas podleti. In danes je greh, če vaš sorodnik ali moj ali bilo katerega, ki danes tu v dvorani sedi. To je greh. In če si lokalni politik ali pa državni, te je potrebno na križ prebiti. In tebe in njegove sorodnike. Dobesedno. Kar se tiče redarske službe. Popolnoma enaka zgodba. Če kdo misli, da je pooblaščen znotraj redarske službe, da bo lahko delal to, kar misli, potem se moti. In če predstojnik uveje disciplinski ukrep zoper enega ali dva, je to njegova pravica. Zanimivo pa je, da moj kolega v Ljubljani pa naj mi oprosti. Dvigne telefon, če bi jaz to v tem mestu naredil. Njemu v isti časopisni hiši pišejo slavospev, cela stran, mene pa v isti lastni hiši tu v Mariboru, da na prvo stran ne nabijajo. Potem se pa vprašajte, kam politično pašajo. Dvojni kriteriji, dvojna merila, kje je to profesionalnost? Samo se smim. In se pravi, če je hčerka odmikla, pa vprašajte, koliko je diplomirala ali pa kakve imajo reference, jo je potrebno v tem mestu izločiti. Ali pa od župana Sedeljkoviča
ki je z 10 diplomiral iz tega področja. Diplomo, pogledajte pa temo. Ne dajmo intelektualce nagnati z tega mesta, tako se ne obnaša. Ker niso mogoče, da ne bomo rekel, politično preveč blizu druge opcije. In samo to je igra. Vse, če bi jaz bil v drugi stranki ali pa na levem polju, bi verjetno bil tako kot tudi s to nagrado v Ameriki, kjer smo se pridružili Edinburgu, Rotterdamu, Ottawi, Dubaju, Sydneyju, Šanghaju in Johannesburgu, na prvi strani pa še kje druge. Jaz imam debelo kožo. Jaz bom to mesto pripeljal do kraja. Naredil vse, kar je v moji moči, skupaj z vami. Sami pa ocenite, kaj je realno, kaj ni realno. Niti enkrat si nisem privoščil, da bi kakorkoli, kadarkoli vplival na redarsko službo. Niti enkrat. Čista potikanja, laži. Lahko vse preverijo, pregledajo. Ne samo to. Še to vam bom povedal. Pred mesecem pa pol sem dobil novinarsko vprašanje. Vsa moja službena potovanja. Od leta 2006. Vsa moja službena potovanja. Od leta 2006 do danes. Ko da imamo samo čas pisati odgovore. Porabil sem okrog 19.000 evrov. Vprašajte pa se, kdo je ta podatek potreboval. Mene osebno. Ali vas. Brez odredbe sodišča policija ne more vprašati. Kje si bil takrat, kaj si delal. Novinarjo, pa jaz kot župan pa moram odgovoriti na vsako vprašanje, ker sem javna osebnost. Odgovor pa, ko se lahko tudi vprašate, zakaj takšni drugačni časi ali pa članki se včasih zgodijo v časopisu, ki ima sedež sredi Maribora. Jaz bi bil rad naročen na njega. Sam v tistem trenutku se bom naročil na njega, ko bo oboje stranski pa objektivn. Predvsem pa spoštljiv do vsakega. Tudi do tistega na levi, predvsem pa tistega na desni strani. Tudi tisti, če kjer je na desni strani, si ne zasluži samo, da ga daš na prvo stran takrat, ko je naredil kako napako ali pa ki ga preiskujejo. Tudi takrat, ko naredi kaj dobrega ali pa pametnega za državo. In nekateri pa želijo voditi to mesto ali pa vplivati na vas svetnike iz ozadja na ta način, da polovične informacije ali pa nepreverjene informacije širijo skozi svoje pisanje. Na to nimam ne jaz vpliva, pa verjetno večina vas, ki tu v tej dvorani sedi, tudi ne. Nekateri posamezniki pa. Tudi ste lahko prečitali, mislim, da je bil na Glavnem mostu obešen plakat, koga je treba narediti za župana. Pa še ne prije k vam nekdo narediti nam, povabite jih. Mogoče bojo tudi obesli plakat, gor pa objavili večero, da bodo lahko čitali, ne? Vse nič ni narobe, ko imate rojstne dneve, kar vabite jih. Ne da poslušam zmerno, koliko ste nezadovoljni. Rok Peče ima dodatno vprašanje. Ja, hvala lepa. Koliko novega sem zvedel, ampak dodatno vprašanje mi je enostavno, župan, ne razumem, v čem je bilo moje vprašanje tako zelo žaljivo. Uvodoma sem vam povedal, posebej sem poudaril, da je to vprašanje... Kaj sprašujete dodatno? Ja, v čem je bilo moje vprašanje tako zelo žaljivo? Kajti, če primerjam... Pobuda je bila žaljiva. Ne vprašanje, pobuda. Vprašanje, ker na pobudo mi sploh odgovorili niste, tako da, dobro. Da vse na žaljive pobude pa res ne bom odgovarjal. Hvala. Zaključujem to točko. Nisem vas opazil, se upravičujem. Dodatno vprašanje? Samo dopolnitev in sicer poglejte si prosim moje pobude in vprašanja in sami boste potegnili si lahko zaključke, da vaš odgovor meni sedaj ni bil točen.
Jaz cenim to, da vi zagovarjate upravo, vendar pa morate biti tudi realni in si pogledati dejansko, kakšni odgovori prihajajo oziroma ali sploh prihajajo. Hvala lepa. Ja, bom posebej preveril